Spoštovane in spoštovani, smo 28. januarja leta 2020. Danes obeležujemo drugi dan tedna Spominjamo se 2020, se pravi drug dan tedna zoper pozabo na holokavst. V hotelu Mitra na Ptuju letos organiziramo dogodke skozi ves teden, se pravi od ponedeljka do nedelje. Danes je torek in na programu je bil ogled filma Taborišča, kjer trenutno najstarejši preživeli holokavsta na svetu, Slovenec Boris Pahor, razlaga o življenju v taborišču, o naukih, ki jih je iz tega treba potegniti in predvsem o nujnosti izobraževanja mladih generacij, da se kaj takšnega ne ponovi. Kar vidimo na zaslonu je del animacije o holokaustu, od deportacije do krematorija, in kar ljudem, ki si ta naš video taborišča ogledajo, pogosto nekako najbolj ostane v spominu je, ko gospod Pahor reče, edini izhod je bil dimnik. Kot rečeno, holokaust ni nekaj, kar je daleč nazaj, ampak je nekaj, na kar nas še preživeli opominjajo, in nekaj, kar glede na težo v zgodovini zelo intenzivno tone v pozabo. Danes smo priča fenomenom, ko mladina pod pojmom Auschwitz, pod imenom Auschwitz, misli tudi, da gre za zabaviščni park ali kaj podobnega. To je seveda povsem deplasirano in na nas, ki se tega zavedamo, je, da izobražujemo in da to vrstne fenomene preprečujemo.